Na dvorcu Zemuno je Univerza v Novi Gorici konec februarja ponovno organizirala predavanje iz cikla Znanstveni večeri, ki ga sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Predavanje z naslovom Medleče podobe, novogvinejska pesemska poezija je izpeljal profesor dr. Borut Telban. Predavatelja je predstavil profesor dr. Oto Lutar, dekan Fakultete za slovenske študije Stanislava Škrabca na Univerzi v Novi Gorici. Je izredni profesor socialne in kulturne antropologije in znanstveni svetnik na Inštitutu za antropološke in prostorske študije na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Od leta 1986 opravlja terenske raziskave na Papuji Novi Gvineji. Po doktoratu na Avstralski nacionalni univerzi v Canberri leta 1994 je bil Leach RAI Fellow na Univerzi v Manchesteru, gostujoči profesor na Univerzi na Dunaju, Fulbrightov štipendist na Kalifornijski univerzi v San Diegu in večkrat gostujoči raziskovalec na Avstralski nacionalni univerzi v Canberri. Poleg tega je direktor podiplomskega programa interkulturnih študij, primerjalnih študij idej in kultur na Univerzi v Novi Gorici. V nocojšnjem predavanju z precej intrigantskim naslovom Molčeče podobe, novogvinejska pesemska poezija, bo govoril o karavarijski skupnosti z Papue Nove Gvineje, ki naj bi nekoč imela zelo bogat repertoar pesmi, ki so bile praktično vse povezane s plesom. Tovrstne svečanosti so bile neločljiv del življenjskega ciklusa posameznika, vasi in celotne kozmologije. Medtem, ko je bil namen nekaterih svečanosti, da se določena oblika življenjskega sveta vedno znova poustvarja, pa so bile druge bolj odprte za družbene in kulturne spremembe. Celotni pesemski ciklus zaobjema več tisoč verzov, ki se gibljajo okoli treh glavnih tem, ki so povezane z eksistencialnimi dimenzijami človeškega življenja. Spolnostjo in rojstvom, prehrano in smrtjo kot posledico trpljenja, maščevanja, borb in ubijanja. Te tri dimenzije Telban poimenuje za kreativno, ohranitveno in destruktivno. Prav za vse pesmi je bila značilna prepletenost med vizualno in verbalno percepcijo sveta. Transpozicije podob in pomenov, ki so izvirale iz pokrajine in človekovega delovanja v njej, so svoje pluralno semantiko in simboliko odražale v samem plesu. Sicer pa pustimo avtorju, da več o tem in več o dramatičnih kulturnih spremembah, ki so te prostore in njihove kulture zajele na prehodu tisočletja, pove sam. Prosim. Hvala lepa. Jaz moram reči, da sem že v začetku zelo vesel, ker je kolegu Lutarju ušla napakca pri naslovu Molčeče podobe, je rekel. In to je v bistvu prav moj namen, da bi rad pokazal, v bistvu vse, kar pišem, da sta auditivna in vizualna percepcija, da se med sabo prepletajo. To se pravi, jaz bi rad analiziral pesmi na nek način skozi vizualizacijo. Kljub temu, da vsi vemo, da pesmi temeljijo na besedah. To je veliko večji projekt, ki ga pišem zdaj že več let in tle vam bom predstavil samo en delček tega, kar se skriva v novogvinejski poeziji. Prvi stik Evropejcev z Papuo Novo Gvinejo spada seveda v čas odkritij v 16. in 17. stoletju, ko so v glavnem Španci in Portugalci med sabo tekmovali, kdo bo prvi odkril nove svetove. Tako da so že leta 1526 začeli uporabljati ime Papua. In nedolgo zatem, 1545,
so že začeli uporabljati ime Nova Gvineja. Papua, eni pravijo, da izvira iz malezijskega jezika papuah, kar pomeni skodrani lasje. Druga varianta je, da je prišlo iz glave, ker ima obliko, kot tukaj vidite, kurje glave. To so pač dve razlagi, medtem ko Nova Gvineja je jasno, da prihaja iz afriške Gvineja, ki je bila pri tem že poimenovana. Po času teh velikih odkritij so začeli seveda trgovati z začimbami, trgovati z sandalovino, trgovati tudi z novo odkritimi, kot bom kasneje omenil, živalmi, pticami in pa seveda kopra ali kokos, ki je bil, za kar je bila Papua Nova Gvineja zelo znana. Mnogo kasneje so odkrili zlato, mislim, da je Nova Gvineja druga na svetu po količini zlata in pa zemeljskega plina. In če kar preskočimo nekaj stoletij, da tako rečem, so leta 1848 so Nizozemci kolonizirali zahodni del Papue Nove Gvineje, ki se je takrat imenoval Irian Jaya, danes se pa imenuje Zahodna Papua, medtem ko je vzhodni del 1884 kolonizirala Nemčija. In je bila, tako da se je delila Papua Nova Gvineja na severni del, ki je bil nemški, in pa 3 dni za Nemci so pa južni del kolonizirali Angleži, tako da je bil potem južni del pa britanski. Nemci so ostali na severnem delu vse do leta 1914, to je do prve svetovne vojne, ko so jih pregnali Avstralci, 1914, medtem ko so Avstralci že prevzeli južni del od Angležev leta 1909. Od 1914 naprej je bila to avstralska kolonija, do leta 1975, ko je Papua Nova Gvineja postala neodvisna država. Najbrž ni treba govoriti geografsko, kje je, ker se lepo vidi. Naj sam povem, da spada, umetno se imenuje Melanezija, celotna pokrajina, kamor spadajo tudi Solomonski otoki, Vanuatu, Fidži, Nova Kaledonija, in mislim, da je to vse. Pa Solomonski otoki, če jih še nisem omenil. Torej, Papua Nova Gvineja ima 20 provinc, 19 provinc in pa tako imenovani National Capital District, kjer je glavno mesto Port Moresby. To je zelo podobno ureditev, kot je v Avstraliji, ima zelo podobno parlamentarno demokracijo in je tudi članica Commonwealtha, tako da je kraljica tista, ki je glavna, bom rekel, ki povezuje vse članice Commonwealtha v eno, bom rekel, skupno enoto. Če bi še malo tako primerjavo naredil, Papua Nova Gvineja je velika za 5 Slovenij. To je v glavnem hribovito področje in sega od 4509 metrov je najvišji vrh visok. Tako da si lahko, in ker je v glavnem 5 stopinj pod ekvatorjem, pomeni, da je v glavnem tropski pragost. Seveda na teh višinah ni več, tam okoli 4000-3000 metrov ni več gozda, je pa to drugi najvišji vrh, tam Mount William v Oceaniji, vključno z Avstralijo in Novo Zelandijo. Najvišji vrh je pa na zahodni Papui in se imenuje Karstensova piramida. Prvi priseljenci naj bi prišli v to področje pred 40 do 50 tisoč leti in trenutno naj bi bilo na Papui Novi Gvineji 5.500.000 prebivalcev. To je vse približno, zato ker nihče na Papui Novi Gvineji ne ve niti koliko jezikov, niti koliko ljudi živi. Predvidevajo, da je okoli približno 800 različnih jezikov in če si predstavljate, da je na svetu okoli 5000-6000 jezikov, je to kar velik procent, ki ga govorijo na Papui Novi Gvineji, in to so različni jeziki, brez dialektov. In delimo jih
tisti pač, ki se ukvarjamo s Papuo Novo Gvinejo, na dve glavni veji. Ena se imenuje avstronezijska in pa druga papuanska. To naj bi bile tudi dve preselitvene skupine in papuanska so v bistvu mnogo težji jeziki. In vsa leta, ki sem jih jaz preživel, sem imel ali srečo ali smolo, da sem bil med skupinami, ki so govorili papuanski jezik. Uradni jezik na Papuo Novi Gvineji so tri. Eden je tako imenovan Tok Pisin, to je popačena melanezijski jezik, je popačen iz popačenih besed angleščine, nemščine in pa drugih melanezijskih in polinezijskih jezikov, ter Tok Pisin in pa Motu. Tok Pisin sem že rekel, pa in angleščina in Motu. Tako kot se pokrajina odraža v kozmologiji posamezne skupnosti, tako se tudi kozmologija in kultura odraža v pokrajini, kjer posamezna skupnost živi. To se meni zdi zelo pomembno vedeti. Nikoli ne moramo v takih okvirih govoriti o naravi in kulturi kot dve ločeni entiteti. In če ne postavimo pesmi in plesa v okolje, kot ga vidijo in razumejo domačini, ju preprosto ne moremo razumeti. Tako za njih kot za nas sta auditativna in vizualna percepcija pomembni v vsakdanjem življenju. Med svečanostmi pa sta obe dimenziji le še poudarjeni in se seveda prepletata. Zato, da bi lahko, ko bomo prišli potem do konkretnih pesmi, vam bi samo še par besed, zelo na hitro, kako se Nova Gvineja deli. V višavju Nove Gvineje živijo tisti, ki obdelujejo vrtove, ki skrbijo za prašiče kot domače živali. Potem so tisti, ki živijo na otokih, je popolnoma drugačne kulture, in pa tisti, ki živijo bolj v močvirnatih predelih, naprimer v področju Sepika, kjer sem jaz v bistvu upravljal zdaj zadnja leta najdaljše raziskave. Tako so glavna prehrana od sladkega krompirja, tara, kasave in podobnega, sagova palma, recimo sagova moka, ki jo predelujejo, kruhovec, plodovi pandanusa in tako naprej. Najbrž vam nekaterim, ki ste potovali bodisi naprimer po Latinski Ameriki ali pa ki oceani, so vam nekateri od teh gomolčnic verjetno znane. Praktično vsi, ki živijo malo bolj oddaljeni v gozdu, so bolj v odmaknjenih predelih, so in morajo biti lovci in nabiralci, tudi če obdelujejo vrtove. Na Novi Gvineji ni zveri, celotna Oceanija nima, razen nekoč tasmanijskega tigra, ki je izumrl, nobenih zveri, tako da se lov upravlja v glavnem da lovijo v glavnem divje prašiče, kazuarje, to so nojem ali emujem podobne zemeljske ptice, in pa opusume, drevesne kenguruje, gozdne podgane, po angliško se reče bandicot, tako da sploh ni izraz za podgano. In to so glavno, lovijo pa z lok in puščicami ter sulicami. Puške so namreč uradno prepovedane, kar ne ovira manjših band, da ne uropajo recimo policijskih postaj in se potem oborožijo. In v zadnjih mogoče 10 letih, 12 letih so pogosti napadi na recimo javna prevozna sredstva ali pa tudi na turiste, ki pridejo, ker vedo, v katerih predelih so. Na diapozitivu je sicer mož, ki je ravnokar ujel divjega prašiča, ime mu je Ivat, spada v skupino Hagahaj, to je tam, kjer sem upravljal prvo terensko delo. Ampak pomembno je, da je v višavju Nove Gvineje so prašiči kot domače živali v bistvu največja vrednost, ki jo uporabljajo tudi za velike obredne izmenjave. Imenuje se moka. Obstajajo samo nekaj velikih izmenjav v svetu, ki so dobile, bom rekel, ki so ratale tako popularne, in poleg te moke je seveda najbolj poznana izmenjava školjk in pa zapestnic, imenovana kula, ki poteka
med Trobrijanskimi otoki in sosednjimi otoki v provinci Milne Bay. Naj še tukaj povem, da so prašiči pomembni tako za ženske kot moške. Več prašičev ženska vzgoji, bolj raste ugled, večji status ima, in več prašičev moški izmenja, bolj mu zraste status. In zadnjič se je zgodila, velika izmenjava je bila pred približno 20 leti, ko sta dva izmenjala, ko je enemu poklonil nekaj čez 4000 prašičev. To pomeni, da jih je predtem, da se je obvezal, da je toliko daroval, toliko ljudem, da so mu ostali dolžni toliko in toliko let, da ko je rabil prašiča, da so mu ga morali dati, in je vse na isti dan obvestil, da so mu vsi pripeljali tega prašiča kot dolg, in je takrat lahko prenesel to na tistemu svojemu partnerju, s katerim sta tekmovala za prestiž v pokrajini. V Papui Novi Gvineji, tako kot v celotni Papui Novi Gvineji, ni halucinogenov. Edini narkotični sredstvi, ki obstajata, sta oreh betel in pa tobak. In te dve narkotični sredstvi se tudi na veliko izrabljata pri obredih in tudi pač v vsakdanjem življenju. Sta pa izredno pomembna tudi za svečanosti, kot je ples, zato ker večino plesov se izvaja, kot bom kasneje povedal, se pleše po cele noči. In včasih tudi več noči zapored, tako da človek samo še z veseljem sprejme kakšno spodbojevalno sredstvo, ki ga obdrži pri moči celo noč. Najbrž ni treba povedati, še dodati, da tisti, ki omagajo, so ponavadi zasmehovani in rečejo, kaj pa je s tabo, da ne moreš celo noč plesati. In so tudi posebne vloge plesalcev, ko se ne smejo usesti, predvsem vodilni plesalci, to se pravi, da morajo celo noč biti dejansko na nogah, in marsikdaj se zgodi, jaz sem bil priča, pač, ker sem tudi sam plesal cele noči, da so kar skapadali, se kar glavni plesalec sesul. Sing-sing je ena beseda v Tok-Pizinu, ki zaobjema tako petje kot plesanje. In to pomeni, da vključuje zraven tudi okraševanje, samo strukturo plesa, razporeditev plesalcev, ritem. Ni dveh izrazov, ki bi ločila pesem od samega gibanja. Ravno tako mora biti za ples nek razlog. Običajno so to recimo popravilo sporov med dvema skupnostima. Včasih je to del iniciacijskega obreda. Pogosto je pa tudi, predvsem v provinci Sepi, kjer sem jaz bil, za počastitev velikih dosežkov mladih mož in v zadnjih letih tudi za velike dosežke žensk. Kaj so veliki dosežki, ko naprimer ujameš nekega prašiča, divjega prašiča ujameš prvič, ko si zgradiš prvo hišo, ko končaš recimo danes 6 let šole, ampak ker jih je že toliko veliko, ne morejo organizirati teh svečanosti, ker vse te svečanosti zahtevajo ogromne priprave, kar pomeni, da je treba pripraviti ogromno hrane, tako da bodo lahko potem v naslednjih 14 dneh stalno plesali. Te posnetki so, ni čudno, da sta ples in petje bila v Novi Gvineji tako zelo pomembna, zato ker so vse skupine, vseh teh 800 različnih skupin so imeli tudi 800 različnih načinov okraševanja, 800 načinov plesanja in 800 načinov petja. Vsi so si prilagodili te različne načine, tako kot pač okolju, v katerem so živeli, in pa svoji lastni imaginaciji, ki je bila večinoma povezana tudi z življenjem duhov, se pravi z njihovimi predniki, in pa z duhovi zemlje, in pa rek, in pa slapov in podobno. Te duhove lahko jemljemo dobesedno, lahko jih pa tudi enačimo z močjo zemlje, z močjo rek,
z skrivnimi predeli, kjer so bili preplašeni in so zaradi tega dobili, so rekli, aha, tam je pa že nek duh, ki je naredil to okolje takšno, kot je. Ko sem omenil barve, najbrž večina vas ve, predvsem tisti, ki se ukvarjate malo z jezikom, da svetovni jeziki niso imeli več izrazov za barve kot naprimer 3 ali 4 in tako je tudi značilno za novogvinejske skupnosti, tako se recimo, jaz vam bom primere dajal v karavarijskem jeziku, zato edinega, ki ga malo znam, ker druge teh 800 jezikov je v bistvu nemogoče govoriti. Tako da recimo se reče Aubijan, kar pomeni rdeč, goreč, ogenj, Avi je ogenj, uporablja izraz za recimo Anguringan, kar pomeni bel, svetu, predvsem pomeni svetu, nekoč so imenovali belce Aubijan, to se pravi rdiče kožec, ker imamo tako zelo bolno roza kožo. Potem so se pa prilagodili nam, ker smo sami sebe klicali belci, pa nas zdaj tudi kličejo v jeziku, rečejo Anguringan. Potem je pa še Burukupusan, to je pa črna barva, ki izhaja iz Vuru, kar pomeni noč. Vse te barve dobijo večinoma je ilovica in to so vse te barve so v ilovici in pa recimo Bixa orellana je eno drevo, to je po latinsko Bixa orellana, ki je taka malo kot kosmata, kosmate plodove, ki se odprejo in se dobijo taka živo rdeča barva. Vsi tisti, ki ste kdaj gledali ameriške indijance, filme kakšne, ali pa južnoameriške, so uporabljali tudi te plodove, Bixe orellane. No, značilno je pa tudi recimo za njih, za mnoge tetoviranje. Druga stvar, ki spada v celotno Papuo Novo Gvinejo v sklopu okraševanja, so predmeti, ki jih se okrasuje. Tukaj imamo recimo primer nekih semen, drugače pa so izredno pomembne školjke in to različnih velikosti in lahko si mislite, da tisti, ki so živeli v višavju Nove Gvineje, so bili presenečeni, ko so dobivali prve školjke in ko so jih uporabljali za, to so bile izredno dolge tržne poti in so jih potem uporabljali za okraševanje. Naj tukaj še povem, da je višavje Nove Gvineje, da se je svet zavedal, da ljudje tam živijo, je bilo to leta 1932-33, ko so šli iskalci zlata v višavje Nove Gvineje, tako da so tudi lahko prvič posneli sploh en stik z, bom rekel, z celimi dolinami izoliranih ljudstev, ki so bili izolirani od ostalega sveta. No, vmes so seveda še kakšni prašiči, čekani in podobne stvari. V glavnem, vse se uporablja za okras. Ko so prišli belci, so si dali, naprimer, nalepke iz konzerv na čelo ali pa od konzerve, ko so tiste najdeli, so skrivali in so si dali potem, ker se je lepo svetili v soncu, pokrov od konzerve so si dali recimo v svojo medperjanico. No, to je recimo eno tako čist navadno, ko se namažejo z oljem in se prekrijejo z peresi od piške ali kure. Naj ob tej priliki povem še to, da kako ljudje napačno interpretiramo, kako narobe razumemo en drugega in kako se to skozi prepleta skozi človeštvo. Predvsem, ko vidimo nekaj tujega ali novega. Ko so prišli prvi te obiskovalci belci v višavje Nove Gvineje, in to se lahko, zato ker je bilo to posneto tudi na filmski trak, in ker so intervjuvali te iste ljudi 30 let kasneje, so v glavnem imeli za te prebivalci višavje Nove Gvineje, so v glavnem imeli vse belce za duhove umrlih. In to za njihove prednike. Tako je prišla recimo ženska in je v tisti ekspediciji prepoznala svojega sina in ga je potem vlekla in rekla, no vrnil si se in zdaj mi boš ti prinesel vse nazaj bogatstvo. In to so bili zelo močni čustveni trenutki. Ravno tako so imeli za svoje umrle, ki so se vrnili, Papuance, ti, ki so prišli iz obalnih predelov.
To se pravi, veliko je bilo teh interpretacij. Lahko si predstavljate, naprimer, drug primer, ko je eden od teh iskalcev zlata imel umetne zobe in so ga gledali na skrivaj, on jih ni videl in ko se je umival, si je dal zobe ven in si še zobe uprav v vodi, si jih je dal nazaj dokaz, to so dejansko duhovi, kako si daš lahko drugače zobe ven iz ust. Ampak to je samo to se pravi, v tem primeru gre za interpretacijo se strani Papunovo-Gvinejcev. Obratno pa se je dogajalo tudi v Evropi. Ena izmed posebnosti Papue Nove Gvineje, ki spada tudi med okraševanje in ples, je obstoj preko 50 vrst rajske ptice. Rajska ptica živi samo v severu Avstralije, v vzhodni Indoneziji in pa na Papui Novi Gvineji, seveda tudi na Irian Jaya. Kitajci so že dolgo tega govorili, da obstaja neka ptica, ki živi samo v nebesih in se spusti pač v vidno polje, ampak nikdar ne pristane. In so sumili, da ta rajska ptica nima nog. Potem pa so pač malo kasneje najbolj poznani lovci na rajske ptice, ki so trgovali z njimi, so bili iz Malezije, malajski lovci. In so te lovci zaradi potreb tržišča lovili na Papui Novi Gvineji in jih ob koncu 19. in 20. stoletja pošiljali v Evropo, ker so bili takrat moderni plašči, ženski plašči iz perja rajskih ptic. Tako so med leti 1880 in 1920 na leto ubili okoli 20 do 80 tisoč rajskih ptic na Papui Novi Gvineji. Ampak da bi jih pa lažje transportirali, so jim odsekali noge in krila in tako so bili v Evropi mnogi ljudje prepričani, da so to dejansko rajske ptice. Potem so v končni fazi tudi dobile ime, Parasididae je latinsko ime, to se pravi iz paradisa, iz raja prihajajo, in so bili prepričani, da so to ptice, ki nikdar ne pristanejo na zemljo. To samo na primer, da nismo v napačnih interpretacijah nič boljši ali pa slabši od kakršnega kolikoli drugega človeka, ki se sooči za neko nejasno situacijo. Naj se za konec v rajskih pticah samo še to povem, da obstaja tako v grbu kot v zastavi Papue Nove Gvineje. Če smo se zdaj preselili govoril sem o višavju Nove Gvineje, pa smo se zdaj kar naenkrat preselili v provinco Vzhodni Sepik na severovzhodu države in pa v vas Ambonvari, v kateri sem jaz upravljal večino mojih raziskav, poleg tistih, ki sem jih že prej upravljal leta 86 in 87 v višavju Nove Gvineje. Torej, karavarijski jezik je eden izmed papuanskih jezikov, to je 8 vasi, ki govori ta jezik, vse skupaj je pa približno 3000 ljudi. Ambonvari prihaja iz izraza ambanvurin, amban pomeni, besede imajo seveda več pomenov, pomeni gosta džungla, pomeni rojevati, pomeni načrtovati, vurin pomeni, tako kot sem vam prej rekel, recimo, če se Vuru Kupasan, vurin pomeni noč, to se pravi ljudje, ki načrtujejo po noči, ljudje, ki rojevajo po noči, ljudje iz gostega, bom rekel iz gostega, ne džungle, ampak gostega pragozda, naprimer. To v bistvu Ambonvari pomeni. Oni so vodni ljudje, to pomeni, da morajo v glavnem že se preživljajo z ribolovom, in pa, ker je to močvirje, seveda ne morejo imeti vrtov, ker voda, ko naredijo kakšen vrt, ko so velika deževna obdobja, vse pridelki na vrtu zgnijejo. Zato je njihovo glavno prehranjevanje sagova moka, sagove ličinke in pa seveda tisto, kar ujamejo zunaj tega. Njihova kozmologija temelji na duhovih prednikov, prenosu mitov in zgodb.
in pa duhovih zemlje in rek. Ureditev vasi je 12 totemskih klanov, to se pravi, da imajo imena nekih klani, posamezni klani imajo imena nekih živali. Tako obstajajo recimo 3 vodilni klani, klan prvega krokodila, klan rajske ptice in pa drugi klan krokodilov. Zakaj vam to govorim? Zato, ker je to tudi takoj vpliva na plesno razporeditev. Vodilni klani so tisti, katerih mitski predniki so prvi prišli v to področje in tako je prišel najprej mlajši brat, ki mu je bilo ime Kapi, je prišel v področje in on je ustanovil klan krokodila. Za njim je prišel starejši brat, ki je potem postal vodja klana rajske ptice. In tista dva, ki plešeta na levi strani, pleše vedno mlajši brat, torej pleše Kapi, na desni strani pleše starejši brat Akum Brkopan. In tisti plesalci, ki se s tem svojim okrasjem, ki se okrasijo, potem tudi poosebljajo te svoje prednike. Zato ni čudno, da je v prepirih, ko se prerekajo, se ljudje trkajo po prsih in rečejo, jaz sem Kapi, jaz sem Kapi. Glede na to, da obstaja tudi kolaps generacij v kozmološkem smislu, kot vam bom povedal kasneje, je to čist v tistem trenutku se lahko reče, plesalec je tisti prednik, prvi prednik, ki je ustanovil to vas, v tistem primeru Kapi. Torej, da ne bi zdaj samo, seveda so to patriarhalne družbe in patrilinearne, kar je, večina jih je, nekatere so tudi matrilinearne, ampak Ambonvari in celotna karavarijska skupnost je patrilinearna, to se pravi, da sledijo svoje prednike, da so tudi klani prenašajo preko moške linije. V sosednji vasi, ki je nedaleč stran, pa so klani prenašajo preko ženske linije, preko mater, kar je, bom rekel, dosti nenavadno. Ampak kljub vsemu se vedno govori, da so to egalitarne skupnosti, to se pravi, da so v glavnem zelo enake in tako kot velja za egalitarnost med klani, velja na nek način egalitarnost med moškimi in ženskami in kljub temu, da na videz moški se zelo šopirijo in kažejo svojo moč, imajo ženske, bom rekel, neko, kar tudi druge v svetu, imajo svojo zelo močno besedo nekako iz ozadja. Ampak to lahko špekuliramo v tem, ampak bolj je to, da je institucionalno, je pa to zelo vidno, saj tako kot obstajajo 3 očetje vasi, obstajajo 3 mame vasi, tako kot obstajajo duhovi moških, obstajajo tudi duhovi žensk. In najbolj nevarno bitje, ki se ga lahko sreča v gozdu, je duh umrle ženske, kjer je, oni rečejo one way, zato ker se je takoj smrtno. No, in medtem, ko so duhovi, gozdni duhovi moških, so tisti, ki so si jih moški pridobili in so njihovi zaščitniki. V vasi je pa ravno obratno. Duh očeta, recimo duh očeta, to je najslabši duh, tisti, ki prinaša bolezen, medtem, ko je duh matere, tisti, ki je pozitiven, ki še vedno tudi po smrti skrbi za svoje otroke. In to se odraža tudi na hišah duhov, ko so zunaj recimo maske ženskega spola, medtem ko so duhovi moških skriti v hiši duhov, zato ker so izredno nepredvidljivi in jih je treba z rituali, različnimi obredi stalno kontrolirati in jim darovati hrano, zato da stalno ohranjati nek odnos, medtem ko matere ne zahtevajo ničesar. Ambonvarijski izraz za petje in plesanje, no zdaj sem pa nekaj preskočil nase, tudi je Sirija, mislim, da ni naključje, da se podoben izraz Sirijas uporablja tudi za cvetenje, naprimer bananov cvet ali pa cvet palm. To se pravi, da je njihovo petje in ples v bistvu pomeni cvetenje. In ni čudnega, če gre za to okraševanje. Ko sem prej govoril v klanih, je tako, kot dobiš potni list, če hočeš iti recimo v neko tujo državo, če nisi glih član Evropske unije, potem tako moraš tam postati član nekega klana.
In tako sem bil pač jaz posvojen v klan Rajske ptice, zato tukaj vidite tudi pero imam Rajske ptice in sem pač ukrašen v nekem vzorcu, ki vsak tak vzorec ima tudi svoje ime in ima spet svoj pomen. Nič ni brez pomena, to bi vam rad povedal. Je pa tukaj neka rahla anomalija, da imam ovratnico, ki jo je naredil novinar Slovenske televizije Jadran Strle in mi jo je dal pred mojim drugim odhodom na Novo Gvinejo, tako da ne spada ravno v tradicionalno. On jo je pa naredil iz prašičjih zob iz Cerkniškega jezera. Torej, petje in plesanje zaobjema celotni ciklus, življenjski ciklus osebe, skupnosti in kozmologije, od rojstva do smrti in ponovnega rojstva. Poudarek je na rojstvu, tako posameznika kot skupnosti. Naj tukaj sam vmes hitro povem, da je moje veliko prepričanje, da so bile vse te skupnosti, če bi v filozofskem jeziku govoril, so bile usmerjene biti proti rojstvu. Zdaj seveda vam težko razložim, zakaj je to tako, ampak z vsemi novimi, vedno je bil poudarek na otrocih in mislim, da je sodobna zahodna družba, urbana družba usmerjena biti proti smrti. In zaradi tega podaljšujemo življenje, zaradi tega tudi delamo, hočemo zamrzati organe, hočemo zamrzati naše telesa, da bi bili ponovno oživljeni. Ampak to je zdaj prekomplicirano, da vam bi razlagal, zakaj tako mislim. In tudi krščanstvo ima zelo podobno, je tudi biti proti smrti usmerjeno. To se pravi, celotna zahodna sodobna filozofija je, bom rekel, ima po mojem mnenju zelo negativen značaj. Etnografija eksistencialnih vidikov ambonvarijske poetike je hkrati etnografija poetike ambonvarijske eksistence. Oni imajo 8 pesmi in en govor. To je celoten ambonvarijski, tako imenovan tradicionalni korpus poezije. 3 pesmi so, ki se imenuje Petje in plesanje v hiši, kjer vodilni pevec poje, potem pa zbor, in to so najdaljše pesmi od vseh. Skupaj je to 772 kitic, okoli 3850 vrstic. Potem je Petje in plesanje krokodila, najkrajša pesem in najbolj skrivnostna in morda tista najbolj pomembnejša za revitalizacijo njihovega kozmosa, s katero se povračajo vedno na kozmogonijo, ima samo 5 kitic in pa 15 vrstic. Potem obstaja še Petje in plesanje piščali, to je 27 kitic, 106 vrstic, vmes se prekine z govorom noža, ki ima 8 kitic, ravno toliko, koliko je plesalcev in ravno toliko, koliko je piščali. In tako kot imajo piščali svoje imena in svoje lastnike, imajo tudi te govori noža svoje lastnike, v klanskem smislu seveda. Potem je pa še Petje in plesanje ščita, zato ker po iniciaciji je treba mlade fante narediti borce, da se bodo lahko ščitili vas, in pa Petje in plesanje sovražnika. So pa peli takrat, po uboju sovražnika, ko so praznovali uboj. Lahko rečemo, da sta bila 2 ekstrema. Izjemno žalovanje in potrtost in trpljenje, ko so nekoga od njih ubili, in pa izredno veselje in svečanost, ko so oni koga ubili iz sosedne skupine. Zdaj govorim samo o tistih, ki so zaradi bodisi kakšnega prepila, bodisi česa prišli v nek konflikt. To ni, da bi kar tako se med sabo pobijali. Od vseh teh pesmi, od 80 let, niso peli drugih razen Petje in plesanje v hiši. Zato, ker so druge vse bile del iniciacije, zadnja iniciacija pa je bila leta 1983. Enkrat so poskusili peti na neki, bom rekel, javni predstavitvi, kjer naj bi več skupin tekmovali, in ker so po tistem 2 zbolela, 1 je umrl, so s temi pesmimi prenehali. Torej skupaj
je to okoli 1000 kitic in okoli 5000 vrstic, kar za tak pesenski korpus, bom rekel, neke mehne skupnosti lahko rečemo, da je veliko, ni pa veliko to, če primerjamo z indijskimi dolgimi pesmimi ali pa recimo tudi v Jugoslaviji, v stari Jugoslaviji, recimo v Srbiji, so bile znane te izjemno dolge pesmi. Je pa glede na to, da je izredno kompliciran jezik, je kar težka in zapisovanje in analiza. Ker to niso zapisani verzi, pač pa del ustne zgodovine, moramo vedeti, da so to vse približne številke. Ko se petje in ples izvaja, se nekatere pozabijo, spustijo, nekatere se privlečejo na plan, ustvarjajo se nove. Naprimer, ena kitica se lahko razširi med 3 kitice z novimi izrazi, vendar v glavnem z istim pomenom. Če bi samo hotel vam pokazati, petje in ples v hiši poteka celo noč. In tako kot plesalci v parih plešejo okoli hiše, na nek način potujejo, tako zaradi tega, zato da si lahko zapomnejo te kitice, jih obesijo na različne kraje. Tako se recimo pesem začne tam, kjer je nekoč bila vas Ambonvari, kjer se danes imenuje samo Gozd Ambanvurin, in potem potujejo, naprimer tukaj pojejo 20 kitic vmes, pridejo v drug kraj, naslednjih 50 kitic pridejo v drug kraj, spet 40 kitic v tretji kraj. In to so nekakšni zamrzljeni trenutki iz preteklosti, izredno kondenzirani, skupaj stisnjeni. Vsaka beseda ima pomen, takoj se ve, kdo, kaj in zakaj in na kakšen način. Vse te odgovori so v glavnem za tistega, ki pozna njihovo mitologijo, njihovo filozofijo in njihovo pokrajino in pa nekatere zgodbe iz preteklosti, lahko iz tega potem dekodira, tako bi človek rekel, kaj hočejo tisti verzi povedati. Torej, še ena stvar vam bi tu omenil, da so v teh pesmih se pojavlja na tisoče in tisoče imen. In ko je Andrew Saturn, antropolog, je rekel, da ni nikoli videl v svetu nekega področja, kjer bi ljudje bili tako obsedeni z imeni. Tako, naprimer, etnograf, ki dela raziskavo, si zapiše okoli 50 tisoč, 100 tisoč imen, posameznik jih ima po 20, 30 imen, človek posameznik. Nekatera imena ima skrivna, nekatera se skrije, ko je bolan, naprimer, da ga duhovi ne bi prepoznali, in jih uporablja v raznih situacijah. Ravno toliko, kot je imen pri ljudeh, je toliko imen v pokrajini in vsak majhen košček zemlje ima neko ime. Če bi pogledali zdaj v ta prvi ciklus za tematsko, v prvem ciklusu petje in plesanje v hiši, samo za eno od teh 3 pesmi, lahko vidimo, da je, če gremo na drugo, Zapeljevanje ljubimka ne sram, spolnost in obscenosti, skupaj preko 100 kitic, in vedeti moramo, da tudi ribarjenje, lov in pa lepota, okraševanje, ples vsebujejo kitice, kjer gre za ljubimka ali zapeljevanje. Prav tako pri tobaku, saj to je tobak tista stvar, ki se najpogosteje izmenjuje med mladimi, ko gre za zapeljevanje. To se pravi, samo takrat se lahko 2 poročita, ko sta si predtem izmenjala nekaj daril. Tudi če bi se hotela poročiti in si niste izmenjala daril, se morate prvi izmenjati darila, da se lahko potem poročita. In če sta si pa že izmenjala darila in da jih dobijo, jih pa lahko pride pa do škandala, ker recimo, če poroka ni zaželjena, tako da so to eno glavnih prepirov, bom rekel, so to vrstne stvari. No in potem tukaj vidimo, da veliko tudi spada na borbe, ubijanja, sovraštva, je kar 68 kitic. Tako, ko smo v začetku govorili o tem, kako so pomembni rojstvo in pa smrt in pa prehranjevanje, se zelo veliko okoli tega vrti. Da bi
Da bi dobili občutek, kako je v karavarijskem jeziku, bom jaz vam bral v originalu, tle na ekranu bo pa prevod šel. Wambin kasin man bomendap mari, singay kasam, wandang amanda kasam. Wamban kasam, kasam, kangan amanda kasam, kasam, singay kasam. Man bo pringgemen saun, awun pendak mari. Man bo mendap mari, amban pendak mari. Man bo pringgemen saun, awun pendak mari. Man bo arangmai, kamasapan, wambin kasam. Man bo saunanggari, singay kasam. Man bo saunanggari, amban pendak. Man bo kamasapan, awun pendak. Man bo pringgemen saun awi amanda kasam, man bo mendap mari serapi amanda kasam. Kasam menenggi kasam, kasam awi amanda kasam. Main ba kenenggi awi amanda kasam. No, to je samo en primer in to sem rekel, zato ker je tudi najlažje vam predstaviti, ker ima samo 15 vrstic in samo 5 kitic. In je v bistvu bila najbolj skrivna pesem, ki, bom rekel, nepoučenemu ali pa nekomu, ki je tudi domačin, ne bi veliko pomenila. To je bilo, ta pesem se je pela takrat, ko so se moški okrasili, 8 moških je šlo, mož je šlo, v glavnem starejših, v hišo moških in so cel teden, vse noči pel samo teh 15 vrstic. To si lahko predstavljate, da so bili že v nekakšnem transu in to je bilo, preden so mlade fante pripeljali v hišo moških. Tukaj gre recimo, tukaj ne gre zdaj samo za to, da bi šlo ta pesem govoriti za v bistvu ubitje in pa rojstvo novih moških, ampak gre za izničenje in pa ponovno rojstvo celotnega kozmosa. Tako imamo, na primer, treba je pač poznati nekatere stvari, recimo, če pogledamo tle spodaj, Pringgemen Saun in pa Mendap Mari sta dva krokodila iz dveh paralelnih rečic, ki tečeta v glavno reko in sta zaščitnika teh dveh rečic. Medtem ko sta druga dva, Kamasapan in Saunanggari, prva mitološka krokodila, ki so jim ga dali, ki jim ga so poklonili duhovi, ki so živijo pod reko, so poklonili te dva krokodila ambonvaricem, ko še niso živeli niti v ambonvarju. To se pravi, tle se že ukvarjamo za neko mešanco mitologije in pa nekakšne predzgodovine v tem področju. Druga stvar je, tismo, ki pač ne pozna simbolike in pa, bom rekel, za izredno bogate figurativnosti jezika, si najbrž, kaj pa je to kljun race, zgleda krokodil Mendap Mari, gobec žagarice. Marsikdo niti ne ve, da obstaja sladkovodna žagarica, ki živi v reki Sepik. No, kljun race in gobec žagarice nakazujeta, da pridejo, ko fantje bodo prišli v hišo duhov, jih bodo krokodili dobesedno požrli in jih bodo raztrgali in pobili. In to se tudi ženske bojijo. Tlele imamo recimo sliko dveh krokodilov, ko je še obstajala hiša duhov in vidite, da sta dva, tudi tukaj sta dva, eden zraven drugega in vsak ima svoje ime in to sta tista krokodila, s katerimi dejansko, ko mladi fantje noter stopijo, so jih držali in so jih s temi gobci lesenimi, pač izrezlanimi krokodili butali. To so eni najbolj skrivnostnih predmetov bili v tem področju Nove Gvineje. Druga stvar, ki je pa še manj jasna in ki je tudi ženske ne poznajo, ambonvarijske, se pa pojavi v drugih klicih. Mož s členom na trsu, mož s členom na ovijalki. V takem kontekstu, v času iniciacije, je to prispodoba za penis, za glavo penisa. To se pravi, istočasno,
ko jih krokodili žrejo, istočasno imajo z njimi spolni odnos. Oni jih v bistvu požrejo in jih hkrati impregnirajo, da bodo išli iz hiše moških kot pravi moški. To v kontekstu Papue Nove Gvineje ni tako nenormalno, saj so mnoge skupnosti upravljali tako felacijo, obredno felacijo in pa recimo so imeli strici, so imeli spolni odnos s svojimi nečaki v času iniciacije. To se pravi, da to ni taka posebna stvar, ki pa je prikrita tako ženskam kot otrokom, kot tudi ženskam. Kako to vemo? V zadnji vrstici, zadnja kitica nam šele pove, kaj on je vzel, nabral jih je, po hišah jih je nabral in jih je pojedel, plodove malajskega jabolka. To tisti, ki poznajo, to so izredno mehki plodovi. To so ti mladi fanti, ki so vsi nedolžni, ki so ravno kar prišli od 7 do 16 let iz hiše, ki je rekel, mama, daj mi to, in jih zdaj noter prinesejo. Pa ne samo to, malajsko jabolko je tudi figurativno izraz, kar dobimo iz drugih pesmi, za zunanje dele ženskih spolnih organov. To se pravi, fantje so celo poenačeni s tem. Ko vam to govorim, dve vrsti krokodilov, eni so taki, ki so dejansko izrezljani krokodili in tukaj vsaka stvar ima pomen. Naprimer, tole, kar zdaj to so kruhovca, plodovi kruhovca, vidite, to je njegovi črevesje, s katerim prebavlja, tukaj gor so duhovi, to se pravi celotna, v glavnem so na njem izrezlale vsa prepovedana hrana, ki jo imajo mladi fanti med iniciacijo. Tle je jasno, ampak drugi krokodili, tako tudi krokodili, so pa veliki bobni in tole se imenuje pendek, enako kot se imenuje člen na trsu, enako kot se imenuje člen na bambusu in enako kot se imenuje glava penisa. To se pravi, te bobni so ravno tako duhovi krokodili, ravno tako imajo tukaj to črevesje in ravno tako sodelujejo pri žretju mladih fantov. Če bi šli malo dlje pogledati v to pesem, vidimo, da je 5 kitic in da obstaja ne le semantični paralelizem med posameznimi vrsticami, ampak da obstaja semantični paralelizem celo med kiticami. In če pogledamo, kaj je bilo v prvi kitici, je bilo, da so nabrali in jedli, v drugi je bilo tisto z glavo penisa, pa spet jedli, sicer drugi krokodili, pa spet z glavo penisa. In v zadnji kitici mi zvemo, kaj so ti krokodili sploh jedli. Plodove malajskega jabolka, kar vemo zdaj, da so to mladi fantje. In s to razkritjem ta zadnja kitica zaključi pesem kot tako, ampak je paralelna s prvo kitico in vsiljuje ta krožen ciklus, da se pesem spet ponavlja. Dobesedno vsiljuje, da gremo spet na prvo kitico in da začnemo od začetka. In v enakem odnosu, če bi hoteli, samo pač drugače razporejeni, so duhovi krokodili, ki nastopajo v tej pesmi. Naj vam tukaj še en drug primer dam. To lahko pogledamo v vsaki situaciji njihove družbene ureditve, njihove kozmologije. Naprimer, če samo pogledamo v sorodstveni sistem. Tukaj imamo x, y, x. In če bi rekli, tale x je dedek, to je oče in to je sin. Ko pride do situacije, naprimer, da je tale vnuk bolan, ga bo tale y, to se pravi njegov oče, ne bo več klical sin, ampak ga bo kar naenkrat klical oče. Svojega lastnega sina bo klical oče. Tako kot kliče svojega pravega očeta kliče oče. To se pravi, da je oseba y kar naenkrat ujeta med dva očeta. Ampak če lahko kliče svojega sina sin, potem lahko tudi svojega očeta kliče sin. Torej je ujet ravno tako med dva sinova. In ne le to. Dedek in vnuk
imate tudi ista imena. V idealni situaciji govorim, seveda, če je mnogo variant, ampak v idealni situaciji imata. Še več, ona dva se tudi poročita z ženskama, ki nosita enako ime. To se pravi, da vnuk na nek način je podoba svojega deda, eno sta, združita se v eno in tudi kliče ga, on ga lahko kliče Vasamari, to je dedek, patrilinearni dedek, lahko ga pa kliče Kopan, starejši brat. In tukaj vidimo, da pride, da vam ne bom še druge primere, ker pač čas to ne deluje, da pride do kolapsa generacij. In ravno pri tem kolapsu generacij se tudi uporablja semantični paralizem, ko v bistvu se z drugimi besedami pove ena in ista stvar. To ni nič novega. Cel svet je imel v svojih tradicionalnih pesmih semantični paralizem. Kaj se vem, naprimer, Kraljevič Marko prijaha do očeta, na konju vihravem do svoje mame. Ne? To je semantični paralizem. Ne? In zdaj kar naenkrat res. Tako je bilo do leta 1950, ko je prišel škof iz bivaka in je rekel, vse je to grozno, tako ne morete živeti, vse te duhove morate uničiti, stran odnesti. Zanimivo, celo po kristjanu je duhove. Tako da se krokodil ni več imenoval Kongunjapan, ampak je postal Džov. Če niso, jaz ne zaslužim, zakaj so jih potem pokristjanili, če jih ni, ampak morali so jih pa odnesti v gost, da so zginili. To je bilo v 50 letih. Vse tisto, kar so jim obljubljali, da bo zaradi tega, ker bodo njihove hiše duhov odmrle, da bo boljše prišlo, nič se ni zgodilo. Tako so v 70 letih ambonvarici šli v gost, prinesli svoje tiste kamne, ki so stale pred hišo duhov, še enkrat izrezali krokodile, še enkrat izrezali vse duhove, postavili nove hiše duhov in imeli v naslednjih 5 letih 4 iniciacije. In tako so živeli, do takrat, ki sem jaz prišel v vas. Veliko se je govorilo, novo iniciacijo bomo imeli, super, da si prišel, boš ti tudi zraven prisostvoval, je bilo krasno. Potem pa so starci pomrli, zdravilci so izgubljali svojo moč, hierarhijo. Hierarhija se je premikala na mlajše, ki so se vračali iz mest in kar naenkrat so leta 1994 se je pojavilo katoliško-karizmatično gibanje. To je najbolj razširjajoče verstvo, ki se širi zdaj po svetu. Če ste zdaj slišali, da vam bom bolj preprosto povedal, kaj je to binkoštno gibanje ali pentekostalno gibanje, ki se je začelo 1903 ali 1906, tam nekje v Ameriki in je potem se izredno hitro širilo do 60 let, ko je preskočilo na katoliško vero in se zdaj širi tudi kot katoliško-karizmatično gibanje. Značilnost tega so glosolalija, govorjenje v jezikih, padanje v trans, prerokbe, z možnost zdravljenja in ljudje zdravijo, zdaj ne rabijo več svojih lastnih zdravilcev in v Ambonvarju. Tako je izgledala nekoč hiša duhov, to je zdaj glavna cerkev v vasi. Ampak to ni tako taka stvar, da je samo to glavna cerkev. Okrasili so tudi pač vse svoje hiše, začelo se je spet skozi žensko, to pomeni, da je prišla kipec mame Marije. In če pogledamo zdaj na hitro v kakšno poezijo imajo zdaj dve vrste. Ena je poezija papunovo-gvinejskih ansamblov in druga je katoliška poezija oziroma karizmatikov. In gre tako v njihovem jeziku, bom spet bral. Sore Isuse Vasamarije, Holy Spirit Minyan Anjangara, Miminyan Ban, Holy Varana Anja Sipanda, Aquia Sipanda, Ambavarambi Kanban Yaikra, Holy Spirit Minyan Anjangara, Kambra Vasa Mamingina Kamban Sakaikra. In kaj lahko tukaj, če bi spet malo samo
analizirali, neke stvari niso nove, niso tuje, niti ambonvaricam. Sveta voda me lahko očisti, oni so vedno imeli očiščevanje po vseh obredih, naprimer, ko je nekdo umrl, po iniciaciji, po obredu prve menstruacije, to se pravi prisotno. Ampak kako Jezusa kličejo? V Samariji. V Samariji je tista oseba, ki sem vam prej govoril, da se poenači z njim. To se pravi, ne rečemo oče ali sin, ampak patrilinearni ded. To se pravi, vsi, ki to pojejo, postanejo v tem kontekstu Jezusi. In na koncu, kar rečejo, daj mi tvojega svetega duha in jaz ti bom nekaj povrnil, gre za tipičen primer, obred v bistvu izmenjave, tako nič se ne dobi zastojn, ti mi daj, da bom lahko govoril v tujih jezikih, v čudnih jezikih in da bom lahko prerokoval svojo prihodnost, da bom lahko zdravil, da bom imel blagostanje, kot ga imajo tisti, ki je v nekem drugem delu sveta, enako sledijo, bom rekel, Bibliji ali pa tovrstni veri. Kaj se je zgodilo, če vam govorim, samo en stavek v smislu vizualnega. Prej je bila njihova pokrajina vizualno sprejemljiva. Oni so se gibali po njihove pesmi, vse, kar so videli, vse, kar so peli, je bilo vidno. Zdaj, ko pojejo o krajih iz Biblije, so to nevidni kraji. To se pravi, prostor je postal nenadoma neviden. Ampak z linearnostjo časa, ki ga ima krščanstvo, ki ga ima, bom rekel, zahodna civilizacija, ko merimo leta in ure, je čas postal bolj viden. In s tem, ko so oni zgubili, zamenjali vidnost prostora in časa, da sta se med sabo zamenjala, so v bistvu zgubili svoj stik s preteklostjo. Tisto preteklostjo, ki se je stalno na novo, skozi obrede, skozi sistem imenovanja, skozi sorodstveni sistem, stalno novo poustvarjala. Zdaj, kar naenkrat to več ni pomembno. In če so prej živeli v preteklosti, ki je pomenila tudi prihodnost, danes živijo v glavnem samo še v sedanjosti. In še eno stvar bi čist na kratko na koncu. In to je, to, kar vam bom pa zdaj pokazal, je pa iz leta 2005. Tudi pesem, ki jo pojejo, ni več v karavariščini, ampak je v Tokpizinu in predstavlja njihove današnje rituale, ki ga izvajajo, ki ta ritual, v bistvu te obrede izvajajo ne zdaj enkrat na leto ali pa enkrat na nekaj let, ampak kar 3-krat na teden. Everybody
Messiah is saving you. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. To je vse.